imam pa jaz najprej vprašanje za Matjaža Vizjaka. In sicer, ko si predstavljal koncept feudalizma in njegovo predstavitev pri Sergiju Buchanu, zanima, ali je ta njegova predstavitev feudalizma do neke mere pogojena z predvsem pravnimi viri, ki on se uporablja. Namreč, če beremo na primer njegovo razpravo o nekaterih vsebinskih pritisnih v slovenskem etnografu, vendarle vidimo, da tisti viri razkritajo precejšnjo iniciativnost samih podložnikov. Torej, recimo, vprašanje, ali bo njiva obdelana in zašajanje titlov, ni bilo izključno vprašanje, ni bilo konkretno vprašanje desetinskega gospoda, ampak predvsem vprašanje podložnikove lastne iniciative. In če bi pa našel več takšnih virov, bi verjetno tudi ta koncept feudalizma nekoliko drugače predstavil. Kaj mislite? No, v Irfanu gre v vsakem primeru za isti koncept feudalizma, kot se ga uporablja Grafenau, tudi v slovenskih historiografih primeru Grafenau in se v tem povzeli tudi vsi ostali. S to razliko, kot sem omenil, pri Irfanu je seveda poudarek na pravno-zgodovinskih vidikih, vse te zadeve so pravno-zgodovinsko zelo utemeljene. Seveda ni pa nekih Grafenau in Irfanu. Nimamo pogledal na. A gre tudi predvsem tako poudarjeno pravni značaj virov, ali še drugo, kaj misliš? V bistvu težko odgovorim konkretno na to vprašanje. Seveda se v njegovih razlagah pozna pretežno poudarjanje s pravno-zgodovinskimi vidiki, ker je to zelo dodatek socialno-zgodovinskim. Ja, bi se isto na tvoj referat, ja sem vedel, sicer nekaj vprašanje, da je ni dopolnilo, da sem spomnil na to, ki se seveda so pozoril na velik pomen, kar delega oziroma Sperantovega razvoja slovenskega nacionalnega vprašanja za povojno slovensko zgodovino. Del je bil po svoji smrti leta 1979 leta počaščen, je postal kasni član slovenskega zgodovinskega društva z utemeljitvijo prav s tem, kako pomembno je ta razvoj slovenskega nacionalnega vprašanja sam po sebi in tudi za slovensko zgodovinopisje. In se tukaj navedovali na te podlagi, potem so Grafenau naredi periodizacijo slovenske zgodovine, ki jo predstavi že v nastopnem predavanju 46. leta, se pravi te družbeno-ekonomske formacije, torej slovenska se zgodovina dogaja v predpodaljnem, podajnem, kapitalističnem in socialističnem obdobju. Kaj so hotel dodati, ti že sam povedal, to je prišlo v univerzitetni sistem. Mi smo študirali še feudalizem. Vi se spomnite. Mi nismo imeli zgodovine srednjega veka, ampak mi smo imeli zgodovine feudalizma, ki se je potem delil na zgodovino jugovzhodnega veka, oziroma takrat feudalizem v jugoslovanskih narodih, slovenskih in tako naprej. Tega tudi danes ni več. Danes imamo zopet srednjeveško zgodovino, novoveško zgodovino, da ta koncept je tudi na tem, bi rekel, šolskem nivoju, ga nimamo več. Čeprav seveda še vedno govorimo o feudalizmu in nekaj, seveda, da je ta Režarcova mogoče za moj okus malo predaleč v tem, da ga ni tega, pravzaprav ni bilo takšnega koncepta v redu. To je ena grozna debela knjiga, ki je še težko prebrati in od njej štiri vrste diskusije. Ampak dejstvo je, da to je feudalizem ali koncept, to so pojmi tistega časa, ki opredeljujejo neka realna družbena razmerja, ki so se razredno že kasneje dogajajo. Samo toliko, torej to ni diskusija, vprašanje, ki smo imeli vlade, o tem, kar bi že povedal. Drugo vprašanje, imamo še nacionalne zgodovinske vidike, pa so ne Razno še eno vprašanje. Glede na to, da se Grafenau v svojih teoretskih spisih pogosto navezuje na Bloka in da poznajo njegovo feudalno zgodovino in tudi njegove temeljne značilnosti konceptualne pokrajine, ki mogoče saj res vidi neke večje vplive. Kako se vi razlagate, recimo, da je to delo feudalne družba tako malo zaznamovalo? Jaz mislim, da je. V bistvu je koncept feudalizma povzet točno pri Bloku feudalne družbe. S tem, da je nadrejen
zaradi pač različnih okoliščin, ki jih je pač imel Graf Navar obravnavati na tem ozemlju, ki se ni klasično, ni teritorij klasično razredno, se tudi na drugi strani s temi marksističnimi teorijami, ki se pač feudalizem kot neko drugo informacijo in s tem bistveno razširi njeno periodizacijo, se pravi bistveno večje obdobje zajame, kot so ga seveda ti francoski socialni teoriji. Mislim, da je precej vplivala, se pravi, ta koncept, koncept plohove feudalne družbe, kar precej vplivala Graf Navarja na zadnjem. Prosim za naslednje vprašanja. Tukaj imamo še 3 govornike. Kolegica Rapejeva je upravičeno ocenila tiste spominske zapise profesor Vestrina iz leta, mislim, ob njegovi 80-letnici. Vestrin je svojo 80-letnico doživel in preživel, Grafa Navar prej umrl. Vestrin je tudi ob izidu zbornika, ki mu je šel tu, je kaj je skoraj dočakal Grafa Navar, ne, ker zborniki so bili ob 80-letnici. Moja kolegica Rateva je upravičeno rekla, da je ta njegov spomin na otroške in mladostna leta, deloma študentska, da je pretresljiv. Mečken je pa njeno ugibanje, da je morda to Vestrinu takrat bilo potrebno za utemeljevanje njegovega socialnega čuta, pa potem, če hočete, tudi članstva v partiji, pa zelo kratko označenega sodelovanja v OF med vojno, ko je moral za svoje posebno iz svojopništva in internacije skrbeti za eksistenco, za preživetje, da mu je bilo to potrebno. Mislim, da bi Bovanja, da bi Nataša lahko potrdila, da je bilo močno potrebno profesor Vestrina prepričevati, da v to številko zgodovinskega časopisa, kjer so bili jubilejni zapisi Kosovi, Stani Granda, pa en del bibliografije, da je pristal, da lahko v ta zbornik vključimo tudi njegov zapis. Mislim, da je prvotno na radiju bilo naši znanstveniki pred mikrofonom, ki so slovekali ven iz zgodovine. Tako da tega Vestrinu ni bilo potrebno. Mislim, da je pa dejansko za njegovo življenjsko pot razumevanje silno pomembno. Pri Grafu Navarju smo slišali nekaj citatov tudi o njegovi definiciji zgodovinopisja, tudi odnosu do marksizma. Ne vem pa, če sem slišal zdaj zanimiv citat, ki se ga seboj prinesel iz njegovega uvoda k spet mladostnim spisom, krščansko-socialnim, ne samo v dejanju, ampak tudi v delovski pravici času, ki smo jih matici izdali, ki me je naravno vprašanje. Leta 87, ko zaključuje v maloletnih, ki so mi še preostale, se najbrž bilo ne bo spremenilo Rega Pluk, ne vem še tu, ki je to izbral, redno in komentiral, ampak Grafa Navar ima tu nekaj lepih citatov o, da je zgodovina gleda o spremenjenju sveta, ne o nespremenljivih zakonih družbenega stanja in razvoja, kaj že Marx je zapisal, da takih zakonov ni. No, ne bom nadaljeval, ne vem, če je bilo iz tega njegovega pogleda, ki je že proti koncu življenja dovolj uporabljeno. Hvala. Glede tega intervjuja, ki je Janez rekel, to je bilo res, mene je zelo razveselilo, da ga je Matej uporablja, ampak je bilo pa treba
mu ni šlo to v njegov koncept, da je to bilo objavljeno. Ampak potem, ko je pa to išlo in ko so bili odzivi, je bil pa zelo vesel. In vidim, da se je zahvalil in rekel, da hvala, da smo ga v to pripričali. Samo še dodam, hvala lepa za te dodatke, ki jih nisem poznala. Menim, da vsekakor v njem se zgodil nek prelom. Ko začne govoriti o tem, kako alkoholizirano oče pride domov in vrši vrata po teh, da otrok strahulila do teh tekmov, gotovo ne bi bilo treba govoriti, če se nekaj trenutkov ne bi odločil, da bo se pregovoril tudi izjemno intimnih, traumatičnih trenutkih svojega otroštva. Verjamem pa, da to gotovo ni bila lahka odločitev. Zvezi z marksizmom, da še nekaj znam, torej referiral sem se predvsem na Grafenauerjev odgovor profesorski Simoniti, mislim, da leta 94, v katerem brez zelo eksplicitno stoji na stališču, da Marksova metoda malo pomeni, prinaša, ima veliko pomen za razvoj evropskega zemljepisa v smislu tega zapoznaje, da na družbeno transformativnost vplivajo tudi drugi dejavniki. In iz tega sem razkredo, da je Marksu njegov pravičen vlogo podelal tudi podobno. On je v tem citatu Marksa praktično zagovarjal, da ga ne vulgarizirajo oziroma ne zlorabljajo v politične cilje. Samo še en dodatek te diskusije, kaj če preberem, pa ne naberete natančno Grafenauerjeve tekste, ki je vendar veliko teh programskih ali historiografskih vsebinskih, je povsem jasno dovodne nastopnega predavanja, ki je bilo štrokrat citirano, pa bo še popoldne tudi še, pa potem preko strukture tehnike zgodovinske vede, pa tega uvoda v svetovno zgodovino, pa njegovih intervjujev. On se je v metodološkem oziru, v njegovideološkem, povsem jasno, prišteval k historičnemu materializmu. In če berete recimo sliševanje, ki bo zdaj predstavljeno, on je ali pa zgodovino slovenskega naroda, on je dejansko v teh stališčih poskušal razložiti slovensko in razumeti slovensko zgodovino oziroma zgodovino slovenskega naroda. Tako da tukaj mislim, da je povsem te stvari povsem jasno, kar je v tem tisto, kar imate tovariš tukaj govoril, da je potrebno to se vrstiti. Torej, to je. Če že eno vprašanje, da imamo še čas, da ne se da tudi. Potem malo tudi malo pred nami skratka predstavitev